Nahajamo se v kabinetu. To je domišljijska ponazoritev ustvarjalnega prostora Edvarda Ravnikarja na Grabnu, to je na ljubljanski šoli za arhitekturo. Kabinet je bil prostor, ki je Ravnikarju večino njegovega ustvarjalnega življenja od konca druge svetovne vojne, skorajda, pa do leta 1980 in potem še določeno obdobje po uradni upokojitvi predstavljal enega izmed središč njegovega raznolikega ustvarjanja. Ta prostor je zasnovan kot neka domišljijska rekonstrukcija. Skratka, ne gre za dobesedno rekonstrukcijo, pa vendar so elementi, ki so tukaj prisotni, izpričani tudi kot elementi dejanskega kabineta. Modra barva je bila prisotna tudi v izvornem prostoru, sicer na stropu, potem pa fragmenti ustvarjalnega življenja, ki smo jih tukaj razstavili, ponazarjajo o bistveni razliki načina Ravnikarjevega ustvarjanja od tistega njegovih učiteljev, še posebej seveda Jožeta Plečnika. Če je bil Jože Plečnik arhitekt, ki je razumel svojo vlogo kot posrednik med Bogom in ljudmi, skorajda, predvsem pa nekdo, ki je razumel kabinet arhitekta kot skrivno delavnico, prikrito očem večine neposvečenih, je Ravnikar razumel tako pedagoški proces, kot tudi proces ustvarjanja arhitekture kot izrazito odprt, transparenten, raznolik in predvsem dostopen tako študentom kot širši javnosti. Skratka, pri Ravnikarju je vedno šlo za proces ugibanja, dvoma, ustvarjalnega dvoma, samozavestnega dvoma in za proces, ki je bil enaka uganka na nek način avtorju kot tudi vsem drugim. Zato smo tukaj razstavili elemente, ki kažejo na izredno širino pa odprtost Ravnikarjevega ustvarjanja. Tukaj niso predstavljeni samo arhitekturni načrti, ampak tudi grafično oblikovanje, industrijsko oblikovanje, skice, misli, zapisi iz Ravnikarjevih osebnih dnevnikov, ki niso bili nikoli mišljeni za objavo, njegova knjižnica in predvsem možnost, kako povezati to v celoto, da predstavimo ne skozi časovni trak, ampak skozi projekte, skozi pisanja njegovo dolgo ustvarjalno življenje. V tej sobi lahko preberete številne Ravnikarjeve citate, misli, namenjene njemu samemu, ki vas bo potem spremljale po celotni razstavi v obliki modrih na linolej natisnjenih misli. In to v bistvu predstavlja priložnost obiskovalca, da se sprehodi skozi razstavo ne samo tako, da ga vodijo kustosi, ampak tudi, da ga vodi Ravnikar sam. Skratka, gre za možnost, da vas po razstavi popelje sam ustvarjalec, ki je zapustil za sabo te številne sledi ustvarjanja in številne misli, o katerih razmišlja o lastnem ustvarjanju. Ta prostor je za ustvarjalce razstave predstavljal tudi eno možnost predstaviti materiale, ki v drugih sobah ne bi bili smiselni. Skratka, gre za predstavitev nekaterih projektov, ki so ključni za Ravnikarjevo ustvarjanje, pa jih vendar nismo zajeli v ostalih sklopih. Predvsem gre morda tukaj za eno zanimivo zapuščino Ravnikarjevih zgodnjih risb, skratka še iz obdobja, ko je bil študent in potem sodelavec pri profesor Plečniku in v formativnem obdobju odvrnitve od Plečnikove šole, ko je odšel leta 1939 v Pariz k Le Corbusierju, osrednjemu modernistu tistega časa. Ravnikar je, čeprav se je vedno zavedal, da nikoli ni bil soavtor projektov, tako Plečnika kot Le Corbusierja, bil izredno ponosen na svojo vlogo glavnega risarja Narodne in univerzitetne knjižnice, izredno ponosen na to, da je Le Corbusierju pomagal izrisati projekt v Alžiru. In zato so tukaj v tej sobi razstavljeni tudi projekti, ki striktno rečeno niso Ravnikarjevi, ampak so njegovi ključni študentski ali pa risarski projekti. Predvsem govorimo tukaj o projektu za Alžir in za Narodno univerzitetno knjižnico.